Pisateljica, prevajalka, publicistka, urednica. Letošnja prejemnica nagrade Ženske v ženskah za neomajni angažma v krepitvi kritične in politične misli. Ena redkih, ki nagovarja medpresečnost pozicij, kot so ženskost, priseljenstvo, revščina in prekarnost. Svoj glas daje prezrtim, nevidnim, izkoriščanim, ponižanim. Ne vem, ali je kdo zares in tako zelo na pravi strani, kot je Diana Matkovič. Pozdrav. Živijo, to so pa velike besede. Mislim, da kar držijo. Pričniva ta pogovor, Diana, s 1. majem, praznik dela. Praznik dela, pred snemanjem sem prebrala tvoj tekst, ki si ga napisala preteklo leto za portal Dissens, tekst s provokativnim naslovom. Ja, naslov je bil Jebeš delo in govori v bistvu o neki odpovedi delu, zaradi tega, ker so delovni pogoji nemogoči. Recimo, da je en tak mali protest v teh besedah, za katerega upam, da bo postajal vse večji. Vse več nas opaža povezave, da pogosto delamo zato, da lahko plačujemo stroške, ne? Torej delamo, da delamo, ne? Da ne vem, ne bomo dočakali penzij, da zlasti samozaposleni nimamo dopustov, nimamo bolnišk. Cel kup enih težav je, ki govorijo o tem, da smo izgubili pravice, delavske pravice, ki so jih delavci nekoč imeli, ne? In vse te recimo temu kršenja delavskih pravic urejajo zakoni in odločbe, ki pravzaprav pričajo o neki legalizaciji izkoriščanja, ne. Zaradi česar v tem besedilu tudi rečem, da je pravzaprav bolj moralno kot kapitalist postati gangster, ne. In zato to je še ena takšna odpoved delu. Seveda preživeti moramo vsi tako in drugače, se ne moramo vendarle delu kar odpovedati. In recimo, da druga potem najboljša možnost, v kolikor sploh imamo energijo in čas za to, je, da se sindikalno in drugače organiziramo in poskušamo tudi mi samozaposleni na področju kulture, ne. Jaz sem zelo vesela, da se je pred letom pa pol ustanovil sindikat delavcev Zasuk, ker sem to videla kot eno zelo razbremenitev, pa tudi opolnomočenje. Ker sem se prej vedno za vsake delovne pogoje, za vsak honorar borila sama, zdaj pa sem v drugačnem že pogajalskem izhodišču, že samo s sklicovanjem na Zasuk, hkrati pa pripravljajo precej teh sprememb na področjih, ki sem jih prej omenjala. Torej v povezavi z delavskimi pravicami, ki jih nimamo več, ne. Dejala si, delamo zato, da lahko delamo. Prej sva pred začetkom tega snemanja govorili tudi o tem, kako dejansko ves čas delamo. In tisti, ki so v prekarni poziciji, in tisti, ki imajo redne zaposlitve, delajo 3-krat več, kot so delali nekoč. Ja, tudi redno zaposleni, kljub temu, da nekaj stabilnosti je več, a ne, torej plača pride vsak mesec ista, dopusti so tudi plačani in tako dalje. Ampak vseeno tudi redno zaposleni danes pogosto opravljajo delo za 3, pač zaradi neke večje učinkovitosti ali pa ker je postalo kar norma. Nekatere, recimo včasih se je to dogajalo pri kakšnih, verjetno se še vedno oglaševalskih agencijah ali pa tako verjetno nekih IT firmah, da naredijo neko vzdušje, kakor da mi smo pa družina in zato smo cele dneve tukaj in cele dneve delamo, ne. Enostavno je postalo del neke zelo dominantne ideologije, da kar naprej delamo in da se to samo uresničevanje, ki gre ob to, je pa seveda način izpopolnjevanja zato, da smo bolj konkurenčni na trgu, ne. Nihče, ne vem, ne izvaja pilates ali pa zelo redki zaradi zdravja, če pa že zaradi zdravja, je pa zato, ker so jim živci ali pa delo hrbet uničili, ne. Ampak v glavnem se rekreira in tako dalje, zato da smo lahko bolj uspešni na trgu, ne.
Diana, si tudi ena redkih, ki v javnosti neizprosno, ostro, glasno opozarjaš na razredno razslojenost. Razredna razslojenost je pravzaprav v naši družbi še vedno tabu. Živimo v nekakšnem prepričanju, da smo vsi seveda enakopravni, enaki, da imamo enake možnosti, enake priložnosti, enaka izhodišča, ampak to seveda ne drži. No, če smo recimo že govorili o prekarnem delu, je potem treba tukaj upoštevati, da če je prekarno delo samo zase stres, je toliko večji stres, če prihajaš iz razreda, recimo nižjega delavskega razreda, kjer nimaš neke nepremičnine in potem imaš dodatne stroške z najemnino in tako dalje. Ali pa seveda lahko pogledamo tudi mlajšo populacijo, ki prihaja iz nižjih delavskih razredov. Statistike nam kažejo, da večina oziroma da na nižjih poklicnih šolah so praktično vsi iz nižjih delavskih razredov in obrnjeno, ne, na gimnazijah je mogoče eden ali pa ena iz generacije, ki prihajajo iz nižjih delavskih razredov. Kar pomeni, da so naša življenja že z rojstvom zamejena, ne. Mi si predstavljamo, ali pa dolgo je veljala ta mantra, da pa če se učiš, pa si pridna, pa nekam prideš, ampak vidimo, da ni tako, ne. Statistike drugače kažejo. Ne samo, da takšne osebe nimajo možnosti enakega šolanja, ampak zaradi nekih spremljajočih duševnih motenj, ki pridejo s tem, da preživiš v pomanjkanju, ne, ki je samo zase vrsta nasilja. Mogoče potem tudi izstopijo iz šolskega sistema, so manj zbrani pri pouku, obenem pač recimo nimajo staršev, ki bi jih usmerjali na njihovi poti, ker so jo pač sami že prehodili. Cel kup enih preprek je, ne. Recimo, če si predstavljamo nek otrok, ki prihaja iz privilegija, kaj to pomeni, da mu starši zvečer verjetno pravljice berejo, da ga peljejo po razstavah in tako dalje. Kar pomeni, da ga že nekako opremijo za vstop v ta višji srednji kulturni razred, ne. Medtem ko nekdo, ki prihaja iz nižjega delavskega razreda, se mora vsega tega priučiti šele zato, da lahko vanj vstopi. Skratka, cel kup enih preprek je, o katerih ne govorimo, ne. Torej, eno je prekarno delo, drugo je prekarno delo s še, da rečem, dodatnimi ovirami, še toliko težje je. Zlasti na področju ustvarjanja, ki je v bistvu tako nestanovitno in tako recimo odvisno tudi od navdiha, od naših kapacitet, kaj sploh lahko ustvarimo, ne. Tako da tukaj je precej sprememb bo potrebnih. Mogoče samo eno stvar še omenim, da ne bom predolga, ampak recimo za samozaposlene v kulturi velja, da ne smemo na mesec zaslužiti približno ne več kot 1800 evrov na mesec, a ne. Medtem ko smo nekako izračunali pri ZASUK-u, da so stroški, ki jih plačujemo samo zato, da delamo, ki jih sicer plačajo delodajalci pri redno zaposlenih, približno toliko visoki, kakor smemo zaslužiti. Torej, delamo zato, da lahko delamo, ne. In bom pripeljala nazaj, kaj to pomeni, da torej lahko ustvarjajo samo tisti, ki prihajajo iz privilegija, ne. Hkrati pa, če te smem citirati, si tudi zapisala: ustvarjalke v kulturi menda nič ne delate, ustvarjate nekoristne traparije in se predajate užitkom. To delo v kulturi je hkrati pravzaprav podcenjevano, je nevidno, je na nek način tudi ponižano na to stopnjo, da delo v kulturi ni delo pravzaprav. Ljudje nasploh, še iz časov Wilda, ki je o tem izjemno pisal, si nikoli niso nič dobrega mislili o kulturnikih, zlasti o pesnikih, pesnicah, a ne, saj vemo že do začetka jih je bilo treba izgnati iz države. Mislim, da pesniki v najširšem smislu in pesnice predstavljamo neko nevarnost družbi in neko točko soočanja s posameznikov z lastnim življenjem, zaradi tega, ker je nekako v jedru našega dela to, da gledamo tja, od koder se večina odvrne, a ne. Torej, tiste neke boleča mesta, slepe pege, vse to, kar
pri čemer večina ljudi zatiska oči, da lahko preživijo iz dneva v dan in so vsaj deloma nekako sprijaznjeni s svojim življenjem, torej potlačujemo, ne. S tistim se pravzaprav moramo ukvarjati zato, da bi do nekih sprememb pripeljali, da bi nikoli ne smemo vzeti reči kot samoumevne, ker zelo hitro pride do družbenih katastrof, ko se to zgodi. In tako da v tem smislu, pa ne samo pesniki, jaz ko pravim pesniki, res obenem mislim tudi raziskovalke, tudi, ne vem, stand-up komičarke, filozofe, torej vse, ki na nek način, novinarke, vse, ki na nek način z eno nogo stojimo zunaj družbe. In vsakdo, ki stoji zunaj družbe, če je mišljena družba kot celota, družba ene, recimo države ali pa družba prijateljev, ne, je tisti, ki stoji malo zunaj, je nevaren za to nekako umetno vzpostavljeno harmonijo te družbe, ne. Zdaj, Diana, ko govorimo o prekarnih pozicijah, pogosto pozabimo povedati, da so znotraj prekarstva najbolj ranljive ženske. Tudi ko govorimo o revščini nasploh, pozabljamo povedati, da govorimo pravzaprav o ženskah, o revnih ženskah. To so starejše ženske, konkretno v Sloveniji. Prav tako, kadar govorimo o žrtvah vojn, nasilja, diskriminacije. Skratka, družbeni spol je nekakšen skupni imenovalec vseh teh neenakosti. Ja, velja tako, da ko se recimo stiske oziroma, da rečem, neke zaznamovanosti, ali je to zaznamovanosti s spolom, z razredom, več kot jih je, večja je stiska, no, tako. In vedno v vsaki situaciji, če pridaš, da je ta oseba, ki se v stiski nahaja, obenem še ženska, je toliko bolj ranljiva. V vojni vemo, da od nekdaj so ženske oziroma posilstva žensk veljala kot sredstvo maščevanja sovražnikov. Dogaja se tudi, da ženske, ki bežijo z vojnih območij, so potem v navednicah rečeno prikladne, ne, še zato, da jih zlorabijo še tisti, ki jih na poti tega bega srečajo. Kako je pri delu, o tem tudi precej vemo, dostikrat recimo nas moški sploh ne vidijo v isti ligi in se z nami ne ukvarjajo, kar posledično pomeni, da se nekako ženske drugo, a ne, izpodbijamo tudi zato, ker včasih znotraj patriarhata in takšne razporeditve moči vemo, da ni pametno napadati moških, a ne. To je neka takšna ponotranjena mizoginija. No, seveda, da o starejših ženskah ne bom rekla, da ne govorimo, moramo o njih govoriti, ker v bistvu nasploh stari ljudje so verjetno najbolj nevidni članice naše družbe. Pogosto se dogaja, da ženske, recimo zlasti na podeželju, v tistih hišah, ki so jih gradili za za 3 družine, 3 generacije družin, da ostanejo same brez sredstev, da lahko to hišo vzdržujejo, ne. Svetlana Slapšak je enkrat imela izjemno idejo, se mi zdelo tudi duhovito. Ne vem, a ni bilo celo v navezavi na možnost zakona istospolno usmerjenih parov, ko je ona rekla, ampak pustimo tudi, da se starejše ženske poročajo med sabo, ne, ker potem bi pač živele skupaj in ne same v teh hišah, ne. No, in še marsikaj bi se dalo na to temo povedati, seveda, ja. Če se dotakneva, Diana, sindroma prevarantke, ki je tako lasten velikemu številu žensk. Nedavno sem imela priložnost, da sem govorila z znanstvenicami z področja naravoslovja, in ena izmed njih je dejala, da celo življenje že nosi v sebi ta sindrom prevarantke. Nekaj podobnega je v prejšnji epizodi govorila gledališka igralka Tjaša Železnik. Tako nekako je rekla: nikoli nisem bila dovolj dobra, nikoli nisem bila dovolj lepa, dovolj pametna, dovolj razgledana, skratka, nikoli dovolj. Ja, tako smo socializirane, tako smo vzgojene, pač ženske, deklice naj bi bile tiste, ki smo olikane, spravljive, mehke, ne zasedamo preveč prostora, smo bolj tukaj zato, da strežemo drugim, da drugim pomagamo, da jim je lažje. To so še kar v bistvu neka sporočila, ki jih dobivamo skozi
odraščanje in posledično se zgodi to, da iz tega moški, tudi zelo povprečni ali pa podpovprečni moški, pridejo z izjemno samozavestjo, zlasti pri starejših generacijah, to vidimo, to je že na ravni mimov, a ne, ko bi imele samozavest povprečnega moškega, ne, to je mim, ki mislim, da v zadnjem času kar dosti krožno okoli. No, medtem ko pa ženske, recimo, če se oglasimo, če smo glasne, če smo odločne, ali pa če smo postavljene v vlogo, kjer moramo delovati kot strokovnjakinja, dostikrat se zgodi, da imamo občutek, da pa se ne vemo dovolj, mogoče pa ima katera druga ali kdo drug več znanja na tem področju. To kar naprej v bistvu srečujem. Kot urednica tudi vidim pri kakšnih sodelavkah, ko predlagam kakšno besedilo, pa vem, da bi ta oseba znala to napisati in reče, ne, to pa jaz ne vem, to ni moje področje. In na koncu mogoče nihče ne napiše, ne. Tako da zlasti je, mislim, v smislu, tako kot sem prej povedala, praviloma se pri ženskah pojavlja to občutje, torej sindroma prevarantke, ampak tudi pri drugih, a ne. Pa se bom spet vrnila na razred, če recimo izhajaš iz nekega pomanjkanja, potem pa se kar naenkrat znajdeš v neki stavbi polni marmorja, pa ne vem, na neki gala prireditvi, imaš lahko v nekem trenutku občutek, da te bojo potrepljali po rami in rekli, kaj pa ti tukaj delaš, ne, ti pa ne sodiš sem. Čeprav mogoče, ne vem, z nekim svojim talentom in znanjem še kako sodiš tja, ne. Pa vendarle, če se vrnem za trenutek še k vprašanju žensk, še vedno slišimo, kaj vendarle ženske hočejo, saj ste enakopravne, imate enaka izhodišča, enake možnosti. Kaj hočejo te feministke danes, ko so bolj javno vidne? Pa začniva tako, ne, hočemo konec femicidov, ne. Konec, kot sem prej rekla, posilstev žensk in v vojnih okoliščinah in pri nas še vedno v glavnem iz ruralnih okoljih, ne, se dogaja, vemo, za te senzacionalistične naslove, ne, ubil je partnerko, potem je sodil še samemu sebi. Pogosto je to tudi v medijih narobe obravnavano, torej želimo si tudi drugačne obravnave, da to ni zvedeno na nek trenutek, ko se mu je stemnilo pred očmi, kakor navadno piše, ampak da je točno posledica patriarhata. Ali boš moja, ali ne boš od nikogar, ne. Torej popolno lastninjenje ženske in ko ne pripada, ali pa ko je ogroženo, to dostikrat je recimo, ko ženska želi zapustiti zakon, mogoče tudi zato, ker je mož nasilen, takrat to nasilje eskalira, ne. Pa če se že samo tukaj ustava, je to odgovor na vsako česa bi si še sploh želeli. Ja, mislim, nehajte nas ubijati, ne. Ja, nehajte si nas lastniniti. In potem vse dalje. Pri čemer tudi to, recimo, pogosto pomislim, jaz kot ustvarjalka ali pa neka oseba z javnim glasom, podobno tudi vi, imava možnost sva nekako vidni, imava možnost se izraziti, medtem ko te ženske iz ruralnih okolij ostajajo nevidne in v glavnem o njih beremo samo v črni kroniki, ne. Tako da, ampak to je pa zdaj že spet druga tema, ko pa bi lahko se vprašali o privilegiju znotraj feminizma, ne. Kdo ali pa recimo v nekih razlikah, ki so pa spet vse naj pelje nazaj k razredu, ne, razredne ali pa pogojene z nekim kulturnim, socialnim kapitalom, torej niso vse ženske enako podvržene zlorabi in neki onemogočenosti v življenju, ne. Z stopnjo izobrazbe in stopnjo nekega materialnega premoženja, večja kot to je, bolj se lažje je tudi takšni ženski. Tako zelo Se pravi, da seveda, če si ženska in si nižjega socialnega statusa, razreda, si bolj ranljiva. Če si ženska in si temnopolta, si bolj ranljiva in tako točno dalje. tako, ja. Ja. V svoji knjigi z naslovom Zakaj ne pišem,
si mnogim bralkam, namenoma uporabljam samo ženski spol, pomagala misliti in razumeti medpresečnost teh različnih identitetnih pozicij, o kateri danes govoriva, tudi njihove lastne osebne pozicije znotraj družbeno-političnega. Občutek pravice do glasu je v korelaciji z družbeno močjo posameznika, si zapisala v knjigi, v tej knjigi, s katero si utišanim dala glas. Kakšni so bili odzivi? Ali še zdaj po tolikih letih dobivaš odzive bralk in bralcev? Kdo so tvoje bralke in bralci? Ja, mogoče mi ni najljubši izraz dala glas, sama bolj to vidim tudi skozi te odzive, torej skozi to, na kakšen način bralke in bralci pristopijo do mene, bi rekla, da gre bolj za neko to, da najdejo svoja življenja v zgodbah, ki jih povem sama. Upam, da mogoče, glede na to, da dodajam tudi neke esejistike, tudi neke orodja za politično mišljenje in delovanje, za neke spremembe. Torej, ja, nisem glas, nisem njihov glas, bolj bi rekla, da gre za, hotela sem ustvariti en prostor, ki je znotraj te knjige, kjer se počutimo manj same, manj krivi zato, ker se nahajamo, ne. Ker nam vse okoli nas govori, da smo za vse v življenju odgovorni in odgovorne same. In seveda vemo, da temu ni tako, da tisto, kar je naša volja, je zelo malo v primerjavi z nekimi družbenimi determinizmi. In zato sem hotela ustvariti ta prostor, kjer ne samo bralke, ampak tudi sama sebi sem dala neko področje, kjer se lahko počutim boljše. Skozi te odzive sem pa dobila en izjemen občutek videnosti in je skoraj nekako poetično, ker v knjigi opisujem odraščanje z občutkom tujosti, nepripadanja, potem pa vsa ta videnost, podpora, v bistvu je res nekaj najbolj izjemnega, kar se lahko, ali pa vsaj zase, no, to zdaj v življenju, da se mi je zgodilo. Zagotovo si že kdaj dobila to vprašanje, zakaj pišeš? Kaj je pisanje zate? Je to izhod? Je to način nekega javnega izrekanja? Vse to. Enostavno si pa tudi ne predstavljam, da ne bi živela te dve življenji. Tak občutek imam, kakor da bi bilo moje življenje popolnoma okrnjeno, če bi živela samo to, kar recimo v navedkih realno živim. Dostikrat se tudi zgodi, da ko se dogaja kakšna krivica ali pa kar ni nujno krivica, nekaj, kar je lahko, da sem tudi sama tista, ki povzroči krivico, tudi ne slepimo se, vsi smo ljudje boljši in slabši. Torej, včasih že med samim dogajanjem pomislim, ali ima to literarno vrednost. In se mi zdi, da je to zame nek način, da se hkrati že distanciram od tega, kar se dogaja, če je recimo preveč boleče, burno, kakorkoli. Začnem premišljati, kako bi to pretvorila v literaturo, in potem naj je stvar še tako, lahko je tudi blazno travmatična, ampak če sem sposobna začeti premišljati in potem zapisovati to, kar se in na literarni način obdelovati, kar se je zgodilo, potem to lahko prenesem, ne. Najhujše so situacije, ko pomislim, da se o tem ne da pisati, ne. To so, ali pa se ne da še zdaj pisati. To so recimo najtežje situacije. Čeprav mislim, da je literatura polna nekega pričevanja, ki na koncu vedno pride, ne, strani preživelih, tako in drugače. Knjige, Diana, katere knjige so te najbolj zaznamovale? Vem, nehvaležno vprašanje. Ja, kje začeti in kje končati. Ko sem bila mlajša, sem brala precej ene črnske literature. In sem kasneje razmišljala, zakaj je bilo tako, in ugotovila, da enostavno je manjkalo čtiva, ki bi orisovalo moj položaj kot nekega odraščajočega
otroka v priseljensko-delavski družini in potem recimo, ne vem, tudi skozi branje biografije Martina Luthera Kinga pa branje Toni Morrison, se mi je zdelo, da opisujejo neke kot temnopolti, ne, mogoče danes to komu zveni bogokletno ali pa nestrpno ali pa ne vem, kot apropriacija, ampak to je pač dejstvo, da takšno občutje mi je povzročilo, ampak zato, ker je manjkalo knjig, ki bi govorile o delavskem položaju. Čeprav zdaj, ne, tisto obdobje v osnovni šoli smo večinoma nismo bili preveč navdušeni nad socrealizmom, ne. Zdaj, ko pa ga gledam malo za nazaj, nedavno sem spet brala Prežihovega Voranca, pa ugotavljam, da pravzaprav tista literatura opisuje stiske revnih, ki so še danes identične, samo družbene okoliščine se nekoliko spreminjajo, ampak izkoriščanje ima pa še vedno isto dinamiko, ne. To sem potem zelo zgodaj sem se začela navduševati nad, ne vem, poezijo Srečka Kosovela, Svetlane Makarovič, že sam njeno pojavnostjo. Njo, ko sem videla v učbeniku v osnovne šole, mislim, da je bil to tisti moment, ko sem si predstavljala, torej obstaja nek svet literature in moje mesto je v njem. Prav tako je bilo. Ko sem videla, mogoče tudi ni zanemarljivo to, da je šlo za žensko ustvarjalko, ne. Potem pa zdaj lažje odgovorim, kaj sem brala kot otrok, kot kaj vse, mislim, veliko teorije preberem tudi kot urednica Disenza, veliko preberem tudi kot prevajalka, zlasti avtoric in avtorjev iz držav, oziroma iz nekdanje skupne države, z področja nekdanje skupne države. Vedno se mi zdi, smo vsi malo v dilemi, kako to, eni rečejo regija, eni ex-Jugoslavija. In tako dalje, če se smem izviti na tej točki. Ko si prejela letos nagrado Mesta žensk, si na odru rekla, da se končno počutiš videno. Ta nagrada je na nek način tudi korektiv. Nagrada, ki jo ženske podeljujejo ženskam, podobno kot nagrada Mira. Gre za korektiv. Ali so nagrade pomembne? Če so, zakaj so, oziroma zakaj niso? Kakor so pri nas stvari zastavljene, bi bil najbolj preprost in tudi točen odgovor, da so nagrade pomembne zato, da lahko preživiš, da dobiš tisto štipendijo in tako dalje. Zdaj, mislim, gotovo vsi pripadamo neki literarni krajini, jaz torej slovenski, čeprav v svoje kroge štejem tudi pisateljice in pisatelje od drugod, jih vidim kot neko svoje intimno literarno družino. In mislim, da je neka najbolj bazična človeška potreba, da smo v okolju, kjer delujemo, videni. In nagrade so na nek način potrditev v smislu, vidimo, kaj ustvarjaš. Tako, ne? Nikakor pa ne premišljujem o njih, ko ustvarjam. Potem bi moje ustvarjanje izgledalo precej drugačno. In tudi pri pisanju te knjige si nisem predstavljala, da bom imela takšen odziv, takšno brano. Vse tudi lepo kritiško sprejetost. Tako da... Prebrala sem, da si lansko leto ob podeljevanju nagrade Kresnik zapisala: nagrajevanje je politični akt. Lansko leto v kontekstu podeljevanja Kresnika. Pa še, da žiranti, meščani, nosilci patriarhata, tako si jih imenovala, kimajo samim sebi, kimajo svojemu oddelku, svojemu spolu, svojemu razredu. Koliko te jeze si v resnici lahko privoščiš kot javna oseba? Koliko je samo cenzure na delu? Pri tebi načeloma občutek, da je ni kaj dosti, ampak vendarle. A ne, toliko nori včasih delujejo moji teksti, da
No, ampak vendarle se upravičujem, ker te prekinjam. Včasih se sama, preden kaj, oziroma ko kaj napišem, imam včasih občutek, da bi me moral kdo ustaviti, ampak seveda me noben zares ne more ustaviti. Zdaj, kar se tiče tega besedila, mislim, da si mora ustvarjalka, ustvarjalec tudi izboriti ali pa mogoče je boljša beseda ustvariti prostor, na katerega vstopa s svojim delom. In mene je v resnici, če naredim korak nazaj, presenetilo, da je bil moj roman sploh nominiran. Se mi je zdelo pogumno, da je žirija nominirala po svoje nekoliko drugačen roman, se nekako v neko tradicijo slovenskega pisanja romanov ne umešča. In rekla bi tako, da so razne komisije, kako se odločijo, nam kaže tudi, kje smo trenutno v družbeno-literarnem smislu. A ne? Do neke točke lahko grejo tudi v smislu prepuščanja avtorice zraven ali pa tega, kako razumejo literaturo, kdo jo piše, na kakšen način. In konec dneva bi rekla, da to, da sem bila nominirana za Kresnika, kaže na nek pogum tudi žirije. Seveda je pa to, kar besedilo pa ima funkcijo v tem, da si ustvarjamo prostor, na katerem lahko delamo. A ne? Torej, ko pišemo, se nekako vpisujemo v ta literarni prostor tudi in ga spreminjamo. In da bi to počeli bolj učinkovito, se moramo spreminjati vsi skupaj. A ne? In razne žirije, komisije in tako dalje imajo pač neko že nekaj časa trajajočo predstavo o tem, kaj slovenski roman je. Velja tudi tako, da recimo neke teme, ki veljajo za pomembne v družbi, kakor je v slovenski še vedno 2. svetovna vojna. Kaj to pomeni? Da bolj kot po pomembnih temah posegaš, pomembnejši si kot pisatelj. In je nekako ta enačaj, da 2. svetovna vojna in podobne tematike so še vedno v ospredju. Kar me frustrira, ker je toliko daleč od realnosti naših življenj, od vsega tistega, o čemer sva prej govorila. Ne? Tako zelo na široko razumem funkcijo literature. To ni neko, da se usedeš in neko okrasje daješ na kup, ampak je neko pričevanje o življenju tukaj in zdaj, kar pa mogoče se še ne kaže recimo v vseh porah ali pa na nivojih družbe. Ne. Veliko žensk je bilo v zgodovini, žensk, ki so ustvarjale na področju književnosti, zamolčanih, spregledanih, pozabljenih, celo namerno spregledanih, mi je v nekem pogovoru dejala Tanja Tuma. Kako se počutiš kot ženska pisateljica? Ali se počutiš, da si zaradi svojega družbenega spola drugače tretirana? Ko pišem, se ne počutim kot ženska. Nimam v zavesti, ampak sem pisateljica. Ne? Če pišem o junaku moškega spola, potem se takrat počutim tudi lahko zelo kot moški. Rekla bi vsem, da literatura je najprej dobra ali slaba. Potem šele pride vse ostalo. Ne? Potem je šele vprašanje, seveda drži, da so ženske imele manj možnosti pisati. Seveda drži, da so bile mnoge spregledane. Ampak kakor da pravzaprav debata teče na 2 nivojih. Mogoče tako bi rekla, da ko bi in tudi problem imam z politično korektnostjo, ampak samo zato, ker
dostikrat ali pa nekem to idejo vključevanja, ne, ki so v tej kulturi strpnosti, ampak samo zato, ker ko opravimo politično korektnost, nam potem ni treba nič sistemsko spreminjati, ne. Recimo rečemo, super, ne, za Kresnika je pa letos nominiranih spet ženskih avtoric, v redu, ampak a smo se vprašali mogoče, koliko žensk iz nižjih delavskih razredov ali pa tako drugače onemogočenih ima možnost sploh pisati, ne? Če mi pripustimo ali pa pozdravimo, nagradimo tiste, ki so že iz prve imele možnost, nismo zares ničesar spremenili. Tako, no, to je tudi ena od tem, ki bi se dali zelo veliko pogovarjati o tem. Sama recimo zavedam se, da sem mogoče kdaj drugače obravnavana zaradi nekih svojih, jaz sem rekla pripadnosti, ker se ne rada sploh identitetno označujem, ampak zaradi tega, kamor me kdo drug uvršča, obenem pa literature ne zanima toliko manjšine, no. Kvalitete literature, tako bom rekla, no. Več različnih tem je tukaj pravzaprav v tem vprašanju, ja. Diana, si tik pred odhodom v Berlin. Se veseliš tega potovanja? Pisati greš, delati greš. Ja, ni konca delu, ampak zelo se veselim te možnosti, da nekako recimo prevajalsko, uredniško delo in recimo tudi nastope in tako dalje dam malo na stran, zato da se lahko posvetim pisanju naslednjega romana in sem v bistvu z glavo kar nekaj časa že v tem, pri drugih tematikah. Že tako mi je malo iz ušes štrli naslednji roman, ker je to, da moram se, ja, lahko, ali pa mogoče vsaj deloma, jaz včasih res, kakor da nimam nobenega filtra in pol, kar povem vse, mogoče to ni najboljše. Tako da zdaj premislim, do katere mere. Recimo tako, da v nekem zelo grobem fabulativnem smislu je to roman o dveh ženskah. Ena je v 30-ih, druga je stara čez 80 in sta sosedi. Kar jo druži to, je, da mlajša v enem trenutku žuranja izgubi spomin in s tem tudi nadzor, medtem ko ta starejša postopno izgublja spomin. V bistvu pa roman opisuje nekih 40 ur nekega žuranja in budnosti in potem mesece, ki sledijo za tem. Idejno se pa ob spominu v bistvu ukvarja z zlorabo in tudi precej z problemom identitarnih politik. Hvala, Diana Matkovič, za obisk v studiu. Hvala za ta pogovor. Odstiraš nam nove horizonte, nove poglede, vsakič znova. Jasno, glasno, tudi stvari, ki so zelo kompleksne. Lepa hvala. Hvala za vabilo in prijeten pogovor. Hvala.